Zadnjič me je nekdo vprašal, kakšna je Slovenska vojska, in sem rekel, tako kot vino, z leti postaja vse boljša. In mislim, da to drži. Potem je sicer hudomušno rekel, da potem najboljše, da nas zaprejo vse skupaj v vinsko klet in da z vinom zorimo in bomo verjetno še boljši. Pa mogoče včasih to velja, včasih ne velja. Vem pa, da danes smo lahko na dan Slovenske vojske ponosni. Danes smo lahko se spominjamo domoljubja in vsega tistega, kar smo naredili v naši preteklosti. In tega ni malo. Včasih si tega najbolje ne zavedamo, vendar, če se ozremo nazaj in vidimo vse naše rezultate skozi osamosvojitev, skozi razvoj profesionalizacije in naše delovanje v mednarodnih operacijah, vemo, da smo naredili dobro delo in da smo lahko ponosni drug na drugega in da smo lahko ponosni na naše fante in dekleta. Danes je sigurno dan in priložnost, ko se vam lahko jaz osebno zahvalim. Zahvalim za vaše odrekanje, za vašo nesebičnost in za vaš prispevek, ki ste ga dali k razvoju Slovenske vojske in da so bile vse naloge upravljene tako, kot je bilo potrebno. Letos tudi praznujemo 15-letnico napotitve prvega kontingenta na upravljanje mednarodnih operacij v tujini in mislim, da se niti ne zavedamo, kakšen prispevek je to in koliko časa že do tega minilo. In to je tudi sigurno razlog več za naše praznovanje, za naše zadovoljstvo in za pogum tudi vnaprej in vašo inovativnost. Jaz se vam še enkrat zahvaljujem, lepo praznujemo danes, bodimo veseli in spominjamo vse tistih lepih trenutkov, ki smo jih doživeli v naših vrstah. Vem, da je bilo včasih lepše, ker smo bili mlajši, vendar tudi spomini za nazaj so lahko včasih lepi. Hvala lepa. Rad bi ob Dnevu Slovenske vojske, današnjem dnevu, vam najprej tudi v svojem imenu izrazil eno veliko zahvalo za vse, kar v Slovenski vojski za Slovenijo na našem prostoru počnete. Mislim, da se od generala, brigadirja navzdol zavedate svoje odgovornosti, zavedate svojega pomena, obenem pa se zavedate, da to, kar počnete, delate za državljane Republike Slovenije. Mi politiki smo tukaj zato, da poskušamo zagotoviti okvire, da poskušamo zagotoviti smernice in seveda poskušamo zagotoviti primerna sredstva za vaše delovanje. Žal se ob tej priliki, ob vašem prazniku, na nek način moramo opravičiti. Moramo se opravičiti zato, ker smo v situaciji, ko politiki sredstev, kot bi bilo potreba, ne moremo zagotoviti. Kljub temu verjamem, da bomo z obstoječimi sredstvi vse tisto, kar je pred nami, kar je pred vami, zagotavljali. Nekaj manj bo investicij v infrastrukturo, nekaj manj bo mogoče nabave opreme, ne bo pa nič manj tega, kar je v vas. To se pravi, nič manj ne bo vašega zanosa, vašega domoljubja, vašega usposabljanja, tistega, kar dejansko pomeni, da vojsko dela vojsko. In če smo, bi rekel, ljudje kdaj nečimrni, pa v svoji človeški nečimrnosti nekako si mnogokrat želimo, da bi bili mlajši, kot smo. Je za države, za vojsko to povsem drugače. Vsako leto, ko je država, ko je vojska starejša, pomeni to nekaj posebnega. Pomeni novo stabilnost, pomeni novo trdnost in pomeni novo tradicijo. In ravno zato, ker smo leto starejši, vam ob današnjem dnevu posebej čestitam. Hvala za vse, kar delate za Slovenijo.